Pozdravljeni. Je mogoče krivulja kariere Mika Schumacherja začela iti strmo navzdol in ga v prihodnosti mogoče ne bomo več videli v raznih kategorijah motošporta, o tem in še marsičem drugim, kot običajno v naslednjih minutah. Kariera Mika Schumacherja je pred pomembnim razpodom. Ampak namesto, da bi imel na izbiro tisto pot, ki vodi levo, in ono, ki zavija na desno, ima pred seboj pomembno izbiro. Namreč, če bo pravilno izbral, se bo lahko njegova kariera začela vzpenjati navzgor. Vkolikor bo njegova izbira napačna, bodo pa lahko njegovi upi šli samo navzdol. Verjetno ste zasledili, da 13. oktobra bo Mik Schumacher prvič preizkusil bolid serije IndyCar. Pri ekipi RLL mu bodo dali na razpolago Dallara na znameniti progi v Indianapolisu. Sicer ne govorimo o ovalu, temveč o oni cestni progi, ki je nam navdušencem tudi dobro znana. Ampak tu je treba pripomniti, da čeprav smo lahko slišali ogromno hvalnic in optimizma za prihodnost, je pri ekipi RLR za prihajajočo sezono 2026 že vse zaključeno. Tudi če je eden izmed lastnikov legendarni Bobby Rahal dejal, da kolikor bo test uspešen, se veseli nekako sodelovanja v prihodnje, v naslednjem letu imajo že pogodbe z 3 vozniki in vkolikor ene ne pretrgajo, sam iskreno ne vidim možnosti, kako bi lahko Mik Schumacher nastopal z njim. A odprte so še druge variante tudi v seriji IndyCar, a najprej je potrebno razumeti, kaj se je zgodilo do sedaj. Namreč, da se je Mik Schumacher kar naenkrat odločil iti v Združene države Amerike, je morda za marsikoga tudi rahlo presenečen. Najprej bi rad poudaril, da sam nisem bil nikoli eden izmed častilcev in zagovornikov Mika Schumacherja. Ne v sezoni 2021 in še manj v sezoni 2022. Svoje dvome sem izrazil že v tisti sezoni 2020, ko je postal prvak Formule 2. Ampak čeprav bi lahko marsikdo izmed vas dejal, saj z bolidom ekipe Haas ni imel priložnosti dokazati svojih kvalitet, bi vas rad spomnil, da vsaj v sezoni 2022 je Kevin Magnussen vsem nam pokazal, kaj naj bi bil tisti standard. Ampak ne glede na to, po avanturi v ekipi Haas in seveda izgonu iz Ferrari Driver Academy so Miku Schumacherju ponudili priložnost v tovarniški ekipi Mercedes, kjer je zasedal tisto mesto testnega in seveda rezervnega voznika. Težava je v tem, da v trenutku, ko je Valtteri Bottas postal brez sedeža pri ekipi Sauber, so se Miku Schumacherju na hitro zahvalili in seveda Bottasu ponudili njegovo mesto. Na srečo je Mik Schumacher že v sezoni 2024 bil član tudi pri ekipi Alpine,
ne seveda v svetovnem prvenstvu Formule 1, temveč v prvenstvu WSC. Tam ekipa Alpine z Hypercarjem A424 nastopa na vseh tistih dirkah, kjer so mnogi navdušenci, na primer, videli zmagovati Ferrari. Verjamem, tiste zmage na dirki za 24 ur Le Mana so pritegnile verjetno večino vaše pozornosti, tako da Alpina skorajda nihče ni opazil. Ampak, na primer, na dirki za 6 ur Fužija je zmagal prav njihov prototip. Ne sicer s posadko, katere član je Mick Schumacher, ampak z ono drugo. In tu je treba poudariti, da Mick Schumacher v sezoni 2026 ne bo več član Alpina. To je uradno potrjeno, namreč povedali so, kdo bo za njih vozil. In seveda tu lahko začnemo prebirati razne novice, razne špekulacije od tega, da se je Mick Schumacher že pogajal z Cadillacom, kako bi vstopil v njihovo ekipo prav v prvenstvu WSC in dobil kako sekundarno tudi tisto vlogo rezervnega testnega voznika pri ekipi Formule 1. Ampak kot ponavadi nam ni dano vedeti, ali so bile to kakšne resne govorice ali pa samo ubožne želje onih, ki so pisali članke, namreč Cadillac ni nikoli pokazal absolutno nobenega zanimanja za Micka Schumachera. Tudi v tem trenutku krožijo mnoge govorice. Naprimer ta, da naj bi bil Mick v pogovorih z McLarenom. Težava je v tem, da bo McLaren prišel z svojim Hypercarjem v prvenstvo WSC komaj leta 2027. Torej, leto 2026 bi Mick moral pavzirati. In v tej zgodbi je zanimivo meniti tudi nekaj drugega. Omenil sem že, da je bil Valtteri Bottas tisti, kateri je nadomestil Micka Schumacherja pri tovarniški ekipi Mercedes. Ampak pri Cadillacu so prav njega izbrali za njihov vstop v svetovno prvenstvo Formule 1 naslednje leto. In Mick Schumacher ni prišel v tisti ožji izbor kandidatov. Zakaj ne? Verjetno ima lahko tu vsakdo izmed vas svoj odgovor, ampak dejstvo je naslednje, da v mnogih kombinacijah smo lahko slišali ime Micka in v nobeni ni prišel vsaj v tisti končni izbor za sam sebe. Je morda v tem, da mogoče ni dovolj dober tudi kaj resnice? Ne vem. Pustim vsakomur, da si odgovori sam. Ampak, kdor sledi mojemu kanalu, verjetno je zasledil, da sem tudi sam nekako upal, da se bo Mick Schumacher odločil nadaljevati svojo kariero, na primer v Združenih državah Amerike, kjer je serija bistveno manj konkurenčna od Formule 1, in kjer bi imel realno malce več priložnosti. A težava je v tem, da je verjetno tisti pravi trenutek krepko zamudil. S tem, ko se je 2 sezoni ubadal z prvenstvom vztrajnostnih avtomobilov, kjer bi dosegel svoj cilj. In treba je povedati, da je IndyCar serija, ki je bližje Formuli 2, kot na primer Formula 1. Vidimo, da mnogi, ki niso bili dovolj dobri za ta preskok, so seveda končali tja. In treba je tu poudariti, da na primer so vozniki, kot je sam Schwarzman ali pa Dennis Hauger, imena, ki predstavljajo tisti novi val evropskih voznikov, ki
prihajajo osvajati to ameriško serijo. Ni treba seveda tu posebej poudarjati, kako je Alex Paulu, Španec, eden izmed najmočnejših voznikov v tem trenutku v celotnem prvenstvu. In tu se sedaj lahko začnemo spraševati, kaj želi Mick Schumacher doseči s tem testiranjem. Mogoče samo opozoriti na to, da nima sedeža in da je prost, kolikor si ga kdo želi. Ampak vprašanje je, ali si ga res kdo želi? Verjetno bi lahko dobil tudi kakšno priložnost, če bi v tem testiranju pokazal res izjemne čase. Ampak potrebno bo počakati do 13. oktobra. A v vsakem primeru prepričan sem, da ukolikor v naslednjih mesecih Mick Schumacher ne dobi neke dostojne pogodbe, bo z njegovo kariero težko priti na tiste, recimo temu pomembne serije. Namreč priimek konec koncev ne bo dovolj. Potrebno bo pokazati rezultate. In če izpustimo tisti naslov v Formuli 2 davnega leta 2020, kaj bi lahko Mick Schumacher nekako pokazal? Zakaj bi ga nekdo vzel v ekipo, kjer se pričakuje, da bo napravil tisto nekaj več? Znano je, da Mick nima zaledja nekih pokroviteljev, kot jih ima na primer Franco Colapinto. In tu je seveda srž problema. Namreč v svetu motošporta imaš v resnici dve izbiri. Ali si hiter, ali pa plačaš. In ukolikor Mick Schumacher ni sposoben ne enega in ne drugega, bo seveda prišel v tisto skupino, ki je dokaj obsežna, upov, ki nikoli niso pokazali pravega potenciala. Zato moramo biti izjemno pozorni, kljub hvalnicam, kljub slavospevom, ki jih lahko prebiramo v raznih virih, je to testiranje izjemno pomembno za Micka Schumacherja, ampak ne tako, kot nam drugi pravijo. Gre verjetno za neko zadnjo priložnost, kjer je potrebno imeti tudi veliko sreče, da bi lahko dobil nekaj spodobnega za bližnjo prihodnost. Drugače bo izginil, sicer ostaja odprta verjetno tudi možnost Formule E, ampak v vsakem primeru menim, da ukolikor mu ne bo uspelo, se bo moral posloviti od enosedežnikov, ukolikor se želi. A za danes seveda bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.